Lepo pozdravljeni. Smo v pobožičnem in predpostnem času in obhajamo čisto navadno nedeljo med letom. Božja beseda pa nas vedno ogovarja in nagovarja, kakšni smo in kakšni naj bi bili. V prvem berilu preroka Izaija konkretno Bog po njem spregovori o delih ljubezni do bližnjega, in če že nudimo lačnemu svoj kruh, svoj denar, svoj čas, svoj trud, pa verjetno težko sprejmemo begunca kar tako v svojo hišo pod svoj krov. Veliko kritik je res na račun migrantov in so tudi upravičene. Za resnične begunce pred vojnami pa bi se še našlo kakšno zatočišče, vendar ne v naši bližini. Naj ostanejo takoj za mejo, tako kot sveta družina, ki je bežala v Egipt, sosednjo državo, in se ni napotila proti Alžiriji ali Maroku, ali pa naj ostanejo doma, kot veliko njihovih rojakov, sicer za ceno tako ali drugače ogroženega življenja. Ne bom razpredal še naprej, kako smo po svetu kristjani najbolj napadano verstvo in imamo veliko mučencev, pa v stotine požganih cerkva po Franciji, pa to, da bodo nekrščanska ljudstva biti za krščansko Evropo, ki se je oddaljila od evangelija. Pa se posvetimo raje nazaj na Božjo besedo, sicer na zelo kratko drugo berilo apostola Pavla, ki govori o križanem Jezusu, da bi samo njega in to križanega oznanja v svetu, da nismo od tega sveta, da ne pričakujemo človeško gledanega zemeljskega raja, ampak novo nebo in novo zemljo, kjer prebiva pravičnost, ljubezen, mir. To je mesto nebeškega Jeruzalema, ki hoče se stopiti na to zemljo, med vse narode in ljudstva, in ne samo Božje ljudstvo cerkve. Tako je za nas lahko dandanes mesto na gori, o katerem govori Jezus v današnjem evangeliju, hrib Kuraščak, kraju zdravljenja dušnih in telesnih ran. Sam sem velikokrat bil deležen sadov Marijine obljube in njenega posredovanja na tem svetem kraju ali mestu. Jutri, 10. februarja 2020, bo točno 30 let, odkar je dobil šmavrski videc, mistik in posrednik Marijinih sporočil na Kuraščku oče Špelič, prvo sporočilo, in na to do 1998 še veliko drugih, ki se ne tičajo samo njega samega, ampak tudi nas, tudi cerkev v Sloveniji in državo, in kako v nemalo sporočilih govori o duhovnem stanju cerkve v Sloveniji. Na Marijino priprošnjo in varstvo smo bili obvarovani hujših posledic osvoboditvene vojne. Zaradi maloštevilnih molilcev nam je mati Marija, ki se je razodela kot kraljica miru, posredovala mir z obljubo, da ne bo pri nas vojne, bo pa duhovna tema. In vse klicala k narodni spravi znotraj slovenskega naroda. Mnogo več ali prav skoraj vse lahko najdete na spletu. Premišljujete njena zelo aktualna sporočila za cerkev v Sloveniji, o njenih težkih časih, pa preganjanjih cerkve in kako si prostozidarstvo hoče prevzeti državno oblast. Pa kar prisluhnimo njenemu prvemu sporočilu točno pred 30 leti, 10. februarja 1990. Kraljica miru sem. Na tem kraju obnovite molitev. Tukaj se srečujte z mojim in sinovim srcem. Takoj postavite simbole vere in molitve. Čim prej začnite s priložnostjo svetodaritvijo, ki naj postane redna. Naredite začasen prostor za sveto mašo, tako da bo darovalec pod streho. Tu bodo pobožnosti, dokler ne boste zgradili doma in cerkve, kamor se bom naselila kot kraljica miru in delila mir. To bo milostni kraj, kraj zdravljenja dušnih bolezni in ran. Kdor se bo na tem kraju z vero zatekal v moje in sinovo srce, bo zdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. Hčere in sinovi, ki ste v prenovi, poskrbite, da ne bom sama v prvih četrtkih, petkih in sobotah. Te dneve me obiskujte na tem kraju, jaz pa vas bom blagoslavljala. Moje hčere in sinovi, ljubite ljubezen, moje srce je pot do nje. Ljubite se med seboj,
Ljubezen je močnejša od Satana, ki vas bo večkrat oblegal. Bodite zvesti in molite, molite, jaz bom z vami. Ničesar ne dokazujte, jaz bom dokazala. Učite se iz mojih sporočil, ki sem jih dala v Medžugorju. Blagoslavljam vas. Ne boj se, preizkušnje bodo velike, bolečina je tvoja vzgojiteljica, jaz sem s teboj. Blagoslavljam te.